Zaradi nekaj manjših popravkov, ki jih bo deležen odlok o holdingu, bo ta točka prestavljena na naslednjo sejo. Kljub vsemu pa je prepričanje občinskega vodstva, da je holding nujno potreben. Tema je samo, kako ga narediti tako, da bo učinkovit še naslednjih 50 let in to je velika odgovornost, zato smo se tudi pripravljeni več pogovarjati in usklajevati in verjamem, da bomo na koncu dali takšen odlok, sprejeti takšen odlok, ki bo to omogočal. Učinki holdinga se bodo po besedah župana Arsenoviča videli šele po njegovem mandatu. Tega ne delamo za to ekipo zase, ampak verjamemo v dolgoročnost in učinkovitost tega, tako da mislim, da pa moramo sedaj strniti toliko razuma in energije, da ga spravimo v življenje. Do zdaj je namreč v javnih podjetjih prihajalo do anomalij. Dogodilo se je to, da predvsem nekje po letu 2008-2009, da so javna podjetja z izgovorom, da ne morejo upravljati tržnih dejavnosti, ustanavljala tudi svoje hčerinske družbe. Maribor je tu na tem področju posebej specifičen, predvsem zaradi tega, ker so javna podjetja ustanovila celo vrsto kapitalskih družb, se pravi DOO-jev, preko katerih so to naredila pretežno zato, da so se izognili javnofinančnemu nadzoru in pa političnemu nadzoru. Podjetja so se tako izognila tudi javnofinančnemu nadzoru, saj računsko sodišče v teh hčerinskih podjetjih nima izrazitih pristojnosti. Podjetja so samo v letu 2017 s tekočo izgubo in slabitvami izgubila skoraj 2 milijona evrov. Kar pomeni, da je pripeljalo v tem primeru do izrazite decentralizacije in samovolje, ki jo želi županova ekipa odpraviti, in to je eden izmed temeljnih namenov, zakaj je potrebno na tem področju prvič ta podjetja likvidirati oziroma jih ukiniti in zagotoviti transparentno poslovanje vseh javnih podjetij z učinkovitim javnofinančnim nadzorom. Holding v tem primeru to omogoča, predvsem zaradi tega, ker se bodo na tem področju zagotavljale nekatere službe centralno. Predvideva se, da se bo preko holdinga bodo izpeljali centralizirani postopki javnega naročanja, ki so bili sedaj razpršeni in nad njimi ni bilo učinkovitega nadzora. Prav tako bo potrebna celovita reorganizacija na področju javnih zavodov. Ključni problem Maribora je v tem, da je mariborska občina ta trenutek ustanoviteljica ali soustanoviteljica 87 pravnih oseb. Od tega je 50 javnih zavodov, 17 krajevnih skupnosti, mestnih četrti in pa seveda preostalih subjektov, ki jih je nemogoče učinkovito javnofinančno nadzirati. Če na naslednji seji mestni svetniki še ne bodo odločali o ustanovitvi holdinga, pa bodo prav gotovo odločali o ceni socialno-varstvene storitve, pomoč družini na domu v mestni občini Maribor. Dejstvo je, da so se vsi elementi, ki vplivajo na oblikovanje cen, spremenili, povišali, da ne ponavljam zgodbe, ki ste jo že obravnavali ob sprejemu cen vrtcev, ker to so elementi precej podobni, skoraj da bi rekla lahko enaki. Dejstvo je, da cena taka, kot je. Naša odločitev pa je bila, v kolikšnem deležu ta podražitev se razdeli med lokalno skupnost oziroma občino kot plačnikom in uporabnika. Izhajali smo iz dejstva, da so se tudi stroški oziroma prejemki družin povečali, tako je tudi v statističnih podatkih za razbrati. Tako je predvidena podražitev pomoči na domu za uporabnika za 37 centov na uro.